Minimalna plača se mora namreč po zakonu usklajevati vsako leto in sicer najmanj za odstotek letne inflacije. Najmanjša zakonska uskladitev bi tako lahko znašala zgolj 2,7 odstotka. To bi pomenilo, da bi se minimalna plača povišala za približno 35 evrov bruto. A zakon določa tudi, da mora biti minimalna plača v razmerju najmanj 20 do največ 40 odstotkov nad minimalnimi življenjskimi stroški. Ti so bili znova izračunani konec lanskega leta in znašajo dobrih 791 evrov. To pomeni, da je minister za delo minimalno plačo moral postaviti v razpon med 949 in 1107 evri neto. No in odločil se je za 1000 evrov neto. Za koliko odstotkov je to nad minimalnim pragom? Ja, poglejmo si. Nova minimalna plača je določena približno 6 odstotkov nad zakonskim minimumom, maksimum 40 odstotkov nad minimalnimi stroški, 1107 evrov so sicer zahtevali sindikati. No, gospodarstveniki, ki pa so ministra za delo opozarjali, da bi neto minimalna plača že lani lahko znašala 1000 evrov, če vlada ne bi razveljavila dohodninske reforme. Mimogrede, delodajalce bo nova minimalna plača stala 175 evrov mesečno več, od tega bo približno 113 evrov dobil delavec, slabih 63 evrov pa država.